Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes po dolgem času v našem studiu pozdravljam kustosinjo Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Ireno Uršič. Dober večer. Dober večer. Bo tudi nocojšnja oddaja torej povezana z italijanskimi vojaki oziroma slovenskimi vojaki, ki so bili mobilizirani v italijansko vojsko. Tako je. Tokrat bomo prisluhnili pričevanju italijanskega vojaka in vojnega ujetnika Edvarda Trobca, ki je prebival v Križu na Krasu. Med drugo svetovno vojno je bil mobiliziran v italijanske oborožene sile in bil v znameniti bitki pri El Alameinu zajet in odveden v ujetništvo v Veliko Britanijo. Edvard Trobec se je decembra 1922 rodil v Velikem Dolu na Krasu. Velika družina, v kateri je bilo 10 bratov in sester, je živela težko družinsko življenje in se preživljala skromno kmetijo. Obiskovanje italijanske šole v času fašizma ga je osiromašilo pisanja v slovenskem jeziku, ki se ga je naučil šele po drugi svetovni vojni. Prve čevlje si je prislužil s pomočjo pri melioraciji na eni od kmetij, pri 17 letih pa je odšel v Trst, kjer je delal v rastlinjakih z rožami in zelenjavo. Uresničitev želje, da bi si po preteku pol leta pridobil meščanske pravice, sta mu preprečila karabinjerja, ki sta ga pregnala domov. Doma se je preživljal z izdelavo karbidnih luči in popravljanjem luknjastih bakrenih kotlov za kuhanje polente. V italijansko kopensko vojsko je bil mobiliziran januarja 1942. Tam sta ga presenetila dovoljeno pogovarjanje v slovenščini in nepismenost italijanskih vojakov iz južne Italije. Iz Tortone v Piemontu je bil napoten v Neapelj in od tam na bojišče v Libijo. Vojskovanje v surovih puščavskih razmerah se je rešil 17. julija 1942, ko je bil od britanskih sil zajet v času prve bitke pri El Alameinu v Egiptu. Iz Aleksandrije in čez Sueški prekop je bil po 2-mesečni plovbi okoli afriške celine pripeljan v ujetništvo na Škotsko. Med pričevanjem je večkrat poudaril, da angleškega ujetništva ne bo nikoli pozabil, ker so z njim lepo ravnali in ker se je tam prvič počutil kot človek. Med drugo svetovno vojno in po njej, med letoma 1939 in 1948, je bilo v Veliki Britaniji 1026 ujetniških taborišč s 400 000 ujetniki nemško-italijanskih oboroženih sil, o čemer je Angležinja Sophie Jackson izdala knjigo z naslovom Churchillovi nepričakovani gostje, v izvirniku Churchill's Unexpected Guests. Ustanova English Heritage pa je izvedla obsežno raziskavo vseh ujetniških taborišč. Množica ujetnikov je z delom na poljih, v gozdovih, v industriji in pri obnovi uničenih domov opravljala vitalno pomembna dela za Veliko Britanijo. Edvard Trobec bi po vojni lahko ostal v Združenem kraljestvu, toda vse obilje dežele vendarle ni premagalo njegovega hrepenenja po slovenski domovini. V Liverpoolu se je vkrcal na ladjo in domov prispel junija 1946. Po vojni je deloval v prometni milici in bil inštruktor vožnje. Zdaj pa prisluhnimo njegovemu pričevanju. Sem bil mobiliziran, ko sem bil star 20 let, leta 1942, 16. januarja sem šel v vojsko. V mestece Tortona, tam je bila kasarna Passalacqua, je se imenovala po kakšnem generalu. To je bilo lepo, tako majhno mestece. In so nas, vse Slovence, zbrali skupaj in nas je bilo en vlak in peljali iz mesteca Tortona, ki je v Piemonte, to je pokrajina Piemonte, provincija je Aleksandrija.
so nas peljali v Napoli in potem iz Napoli pa v Libijo. Tam so nas razdelili tako vsaki četi 10 Slovencev. Tam smo prišli iz severne Italije dol, so bili na vajah Italijani v drugem mestu, tam blizu Napoli. So spali na slami, so imeli polno uši, tako da so oni vpili pidokjaja, to pomeni ušivnica, ne, v tisti slami je ogromno. Zato jaz nisem šel spat v tisto slamo, ampak sem spal na nekem podestu tam. Sem pa dobil potem uši v Libiji, ker tam ni bilo vode, se nismo imeli ni bilo niti za pit vode. Kopali se nismo nikoli. Smo bili vsi umazani, raztrgani, ušivi, vojni odsek Trst. Smo prišli ta prvi in smo bili v enem kraju. In to je bilo za nas zelo pozitivno. Smo govorili med seboj slovensko in Italijani so nas gledali bolj po strani, niso pa se upali, da bi prišli k nam krast. Druge so vse povsod kradli, v našem kotu tam, kamor smo bili Slovenci, pa se ni kradlo. Da vam povem, kako je bil tale Spivke, je bil doma, je fural les z gozda in izgleda, da so bili premožni doma. Je zvečer šel ven, je pil kaj verjetno tudi in zraven pa je imel enega kalabreža in ko si je pripravljal posteljo, ker smo mogli vse zložiti iz te odeje zjutro, je dal pa tiste odeje na tega kalabreža. In ta kalabrež se je enkrat razjezil, pa mi je pokazal, pa si je vstal, pa mu pokazal nož. On je pa majhen ta kalabrež. Ta ga je prekaj videl, da mu kaže nož, ga je mu prijel za ta zadnjo, pa za vrat, pa ga je zabrisal tja pod tistem. In ko je padel na tla, je tisti nož odletel in pol pa sta bila zmeraj prijatelja, je lahko dal, kamor je hotel tiste odeje, nikoli nič več ni rekel. Vsi v smeh, ker je bil to taki dogodek. Ampak smo se med Slovenci zelo dobro razumeli. Pa je bil zmeraj kakšen, ker zvečer smo imeli prosti izhod, od 7 do 9. Ampak je bil kakšen Slovenc zmeraj ostal in zato se Italijani niso upali v naš kraj. So rekli, da smo žblav. Da govorimo tako. Veste, ko sem prišel v italijansko vojsko, sem mislil, da je povsod, tako kot pri nas, 8-letka. So pa prihajali z južne Italije, jih je bilo več kot polovica nepismenih. Analfabeti so bili. Tako da so morali drugi jim čitati, če so dobivali kakšno pismo. Ali pa jim pisati tudi. To se mi je zdelo pa čudno, take razlike. Pri nas obvezno šolstvo, nekaj je bilo že pod Avstrijo, tam po južni Italiji pa je bilo, ne vem, ni bilo obvezno. In so bili analfabeti, revni, nepismeni ljudje. Zame je bila tuja vojska. Pa tudi Italijani sami niso spoštovali vojaka. Če primerjamo
Anglijo. Ne. Vojaki v italijanski vojski so se vozili v živinskih vagonah. Dočim Angleži kot ujetnike nas so pa peljali v vagonih, ki so bili tapecirani in vzmeteni. Ne. Vojak ni bil cenjen. Dočim v Angliji so cenili vojaka, je bil spoštovan. Nisem opazil, da bi nas oficirji gledali bolj po strani. Celo v Afriki, ko smo bili v Afriki, moj komandant čete je bil Napoletan in se nas je bal. Veste, tam smo imeli pa orožje in bi lahko ga tudi ubili, ne, tako rekoč, ne. Je pa rekel, da smo dobri vojaki z teh krajev. Je dal pa vedeti, da se nas malo boji. Sem pisal z italijanske vojske, z ujetništva pa nisem mogel. Sem pa lahko pisal, jaz sem lahko pisal, samo dobival pa nisem. Ja, enkrat na mesec smo pisali preko Rdečega križa. Z vojske sem lahko pisal zmeraj. Tudi poslal sem, z Libije sem domov poslal denar, ker tam ga nisem imel kaj rabiti. Tam tisti Arabci, tam domačini so prodajali dateljne. Tisto je bilo pa presladko zame. Drugega pa nisem imel kaj kupiti. Najprej smo tam vadili v tistem pesku in medtem, ko smo z dvemi ladjami smo potovali takrat, je bila ena ladja Città di Napoli in Città di Tunisi. Pa so Angleži nas razsvetljevali, so spustili tak reflektor dol, da je osvetljeval obe ladji. Samo ker so bile majhne, pa verjetno niso prišli, da bi bombardirali. No, v Bengazi, ko smo pristali pri že ta četrti, so bile 3 ladje potopljene, tam je zelo plitko morje in so bile potopljene tam v pristanišču. In smo po tistih ladjah šli na kopno. Ja, tam smo se urili in potem so nas tam smo imeli en top 37 mm in tistem topom smo mi streljali na en star tank, poškodovan, ameriški, Mark II. Ampak tiste naše krogle so samo letele levo ali pa desno, niso prebile tistega oklepa. Ker tisti top je bil tehtal 450 kg, je bil prirejen, da ga bi morala vleči mula. Tam pa mula kaj bi jedla, pesek. In smo mi mogli tisto vleči po tistem pesku in se matrali. To je bilo težka stvar. In na koncu so nas učili tisti inštruktorji, da naj bi mi streljali pred tank, da bi se tista naša krogla odbila in da bi spodaj zadela tank, kamor je tank bolj ranljiv. Ampak to je težko, da boste to delala, da bo se odbila. Pa posebno tam, če je pesek, se zarije noter, pa je konc. Zato tam Angleži, ki so streljali, so zmeraj varovalko vzeli proč, da ko je prišla granata na tla, je eksplodirala. Tudi v pesku, da je udarna igla takoj in da je eksplodirala tudi če je v pesek. Ker ponekod je bilo tudi kamnje, da je bilo bolj trd teren. Ampak na dosti kraju pa je bila sam pesek
In najhujše je bilo takrat, kadar je pihal puščavski veter. Takrat ste videlo sonce kot skozi meglo, rdeče. In tisti puščavski veter je šel povsod, ker so bile tiste strojnice, mitraljezi. Smo imeli Italijani so imeli Fiat in Bredo. Breda ni delala, ker je bila preveč precizna. Fiata je bolj delala. Že tam, ko smo mi preizkušali, če je pihal puščavski veter, sploh ni delala. In tudi tisti je šel povsod. Ko so kuhali na prostem, je prišlo v hrano tisto. Tako da, kadar so zajemali s kotla ven, niso smeli jeti prav globoko, ker če ne je zajel pesek. Spodaj je bil na dne sam pesek. Zato sem sklenil, da v Afriko nikoli več, ali pa v Saharo. In so pa hoteli, da bi šel na Sinajski polotok, ker je Jugoslavija takrat imela en kontingent v Sinaju. Jaz sem rekel, ki so me poklicali, vi kar pojdite tja v tisti pesek, sem rekel, ampak mene ne boste dobili. Pa da je fajn plača, pa da bo, ne, vi kar pojdite, peska imam jaz dovolj. Sem rekel, ne, da bi jaz šel še enkrat v Saharo, mi lahko plačajo izlet nočem, ne bi šel. Dost imam Sahare. Z vodo so vozili v cisternah, ampak voda je bila tako, kot da bi to našo kraško, rdečo ilovco dal noter. Motno, ampak smo kljub temu pili. Ampak zgleda, da je bila biološko v redu, ne, ker nismo zboleli. In ali je prišel s cisterno z vodo ali pa ni. In kadar je prišel, sem natočil, smo imeli tisto čutrco 2-litrsko, pa sem 2 litra vode zlil vase, dokler je teklo, pa hitro šel, da sem dobil še eno za naslednji dan, ker ni bilo sigurno, ali bo prišel naslednji dan s cisterno ali pa ne. Ker Angleži so imeli taka vozila, da so šli tudi, ker fronta ni bila povsod v tisti Sahari, so šli tudi za fronto in so napadli italijanske vojake čist daleč stran, ker so imeli taka vozila, da so vozili po 60 km/h po tisti Sahari z velikimi kolesi in imeli strojnice gor. Mi pa nismo imeli niti da bi vozila, da bi vzel leku tisti top, ki smo ga mogli na roke. Sem rekel, kje ste dobili vojsko, če nimate nič. A Nemci so imeli pa topove, ki so bili protitankovske in protiavionske topove. Zato, če ne bilo Nemcev, Italijani bi bili že davno prej da bi jih vrli v morje. Veste, tam pa je velika razlika med nočjo in jaz sem bil julija meseca, je bilo 45-50, po noči pa je padla temperatura na 15. Po noči smo morali imeti, če smo bili na stražu, plašče. Drugače pa, da smo se zaščitili pred tako vročino, smo skopali v tisti pesek luknje in gor dali šotorska krila in noter spali. Samo kadar je začel pihati tisti puščavski veter, ki mu pravijo gibli, je nanesel na tista šotorska krila pesek in si vse skupaj vdrlo dol na nas in mi smo lezli ven kot ščurki skozi tisti pesek. Zdaj, ki pripovedujem, je to smešna stvar, ne, tako, ampak veste, da vas zasuje pesek, pa morate skozi tisti pesek lezti ven, je bila huda. Ker tam
v kakšnem kraju je bilo tudi kamnje vmes, ampak drugače pa sam pesek, sama mivka. In če smo se ustavili za eno noč, sem jaz šel spat, kamor je veter nanesel tisti droben pesek na tisti pesek, ker je bilo mehko. Zjutraj pa sem se malo otresel tistega peska, pa šel, pa spali smo oblečeni, tako kot smo bili. Edino sem dal plašč gor, ker je bilo po noči hladno. Podneve pa ni bilo za zdržati. Vse, kar sem imel na sebe, vse je bilo odveč. Mi smo dobivali tudi kot ujetnike in prej kot vojak, smo dobivali 5 cigaretov dnevno, zastonj. Nisem kadil, če sem šel mimo tistih domačinov, sem pa jim vrgel cigarete. Posebno, veste, ker tukaj delajo snežne zamete veter, tam pa je delal peskovne zamete na cestah. In tam so morali stalno, kadar je pihal veter, tisti črni ljudje, ne vem, kako so jih plačali, pa odmetavati s ceste tiste pesek, ker drugače ne bi mogli skozi po cesti. Najprej smo bili en dan, predno smo šli prav na fronto v Zaledju, ker smo čakali, da bomo se menjali, ker je bilo tudi dogovorjeno, ne. Je priletela granata, pa je ubila 2, ko smo bili v Zaledju. Hudo je, ker slišite na fronti, kako poka vse. In sem mislil, jutri pa bomo mi tja šli. Ko smo se menjavali z bersagljerji, niso Angleži streljali po nas, ampak so nas obkolili tudi. Edino Nemci so tisti vlačilci s tovornjaki pobegnili. Potem sem jaz se vlegel v eno luknjo, kamor so bili tisti nemški topovi. In sem enkrat poskusil z luknje pokukati ven, ampak sem videl en tank in sem hitro se nazaj potuhnil v luknjo, pa je s strojnico streljal čez luknjo s tanka. Huda je tudi tu, ker vam ste v luknji, pa streljajo granate, pokajo tam vse okrog in stiskate zobe, ker vam poče na nekaj metrov stran. Potem pa so nehali streljati, samo pričakali, da smo prišli tja k njim kot ujetniki. In to je bila pa najbolj srečna ura. 17. julija 42. leta, ker smo prišli, 16. julija smo prišli v Zaledje in potem smo hoteli, ker smo po noči se menjavali, potem naslednji dan smo bili pa zajeti. Srečna ura, da sem ostal živ, pa da sem prišel v dobre roke. Poslušate oddajo Moja zgodba, pričevanje Edvarda Tropca, ki je bil mobiliziranec v italijansko vojsko. Do zdaj smo spremljali njegovo življenje v vojski. Zdaj pa bomo prisluhnili, kako je bil zajet v bitki pri Al-Alameinu in nato kot vojni ujetnik poslan v Anglijo. Ko sem bil zajet pri Alamein 17. julija, so nas Angleži, ki so imeli takoj za fronto kopalnico, skopali, smo se mogli vsi obriti in naše obleke so, tiste uniforme, so bile take revne, so zažgali in nam dali nove. Njihove oblike, uniforme za ujetnika. In so od tam nas peljali v Aleksandrijo. Tam pa je bilo vode dovolj
Edino, da so nam oficirji angleški branili, da bi pili vodo z rezervoarjev, da naj pijemo samo s pip, ker tam je bila prestana voda in bi lahko zboleli. Ampak so ljudje tudi vseeno pili, kadar je človek žejen, nič ne gleda, ne pomisle, da bo lahko bolan. In smo tam pili tisto vodo. Ko smo se vozili od Alamein v Aleksandrijo, je nas stražarču imel pod kontrolo Indic. Ko smo prihajali proti Aleksandriji, je videl, da ne bo potreboval vode, ki so jo imeli v rezervi na kamionu. So jo imeli zato, da zaradi hladilnika od motorja. Je pa rekel, da naj pijemo tisto vodo. Pili pa so samo tisti, ki so bili zraven tistih kant. Ker je videl, da niso pravični tisti, da bi si razdelili. Je stopil dol z kabine, ki je sedel na kabini in vzel kozarec, vzel vodo in nam delil toliko časa tisto vodo, dokler je zmanjkala. Tako da smo vsi lahko pili. In takrat sem videl, da so tudi druge barve ljudje dobri in pošteni. Italijani so rekli črncem, da so Zulu, to so bili nečuredni. Pol pa nas je v Indic pa učil pameti na kamionu, ker nam je delil vodo. Se neko vedete, kako so tudi Zulu, tudi črni so ljudje. Nikoli ne smeš zaničevati nobenega. Zmeri vsak človek je vreden, da je spoštovan. No, po par dneh, ko smo bili v Aleksandriji, je prišel tudi je bil v angleški uniformi, ki je govoril slovensko in vprašal, če smo od reke Trsta, Gorice, in smo se tam javili. Je rekel, da bo prišel še, ker so takrat zbirali za kraljevo vojsko, ker bo kralj Peter v Angliji. No, pa ga ni bilo, par dni ga ni bilo, in potem so pa nas zbirali za Anglijo kot delovno silo. So nas peljali v pristanišče Suez in tam smo šli na ladjo in nas peljali okrog Afrike, ker se niso upali, da bi vozili skozi Gibraltar, tam so bile nemške podmornice. Plovba, veste, do Durbana, to je tam vizavi tistega otoka, kamor je ta naš Pedro, imate točno. Od tam do Cape Towna, do Durbana nas je peljala ena ladja, ki je bila nizozemska, majhna. Od tam naprej pa tam smo šli na ladjo, ki je bila 33,000 tonska, nas je šlo, ne vem, okoli 3,000 gor, nas je bilo. Stražili pa nas so Poljaki. In je bilo tako slabo morje od Durbana do Cape Towna, da je tista ladja zajemala, ker je zmeraj pluje proti valovom, zajemala valove, vodo, gor je bilo vse zaprto. Na Jamboru ni bilo stražarja, samo na kabini, v kabinah so bili. 3 dni plovbe je bilo nič jesti, zato ker vse, kar sem pojedel, sem tudi zbruhal. Tako je bilo slabo morje. No, potem od Cape Towna naprej smo še vstavili na Slonokoščene obali, takrat zadnjič. In pol je pa ladja od Slonokoščene obale, tam je mesto Freetown, je plula daleč stran od Gibraltarja na Atlantik in pol na Škotsko. Tako da je bila sigurna, da ne bo podmornic dobil, da ne bojo prišle nemške podmornice. In smo potem
se vozili iz Sueca na Škotsko, v Glasgow, 65 dni. Ampak sem bil srečen, ko sem prišel na Škotsko, ker sem videl zelenje. Sem videl in sem gledal, če so njive obdelane. Sem videl, da imajo dosti krompirja, tudi žito je bilo. Potem pa sem si mislil, da bom tam lahko jedel. In sem prvič v življenju kot jetnik imel dovolj kruha. Iz pristanišča so nas peljali na železniško postajo in tam so bili vagoni s tapeciranimi in vzmetenimi sedeži. To sem mislil, saj to ni za nas. Pa so bili vagoni, ki so tam čakali nas ujetnike, da so nas odpeljali potem do mesta Perth smo šli. Takrat jaz sem bil tam v koncentracijskem taborišču številka 63, ki je bilo pri mestu Perth na Škotskem. In od tam smo hodili delati k kmetom ali pa v gozd. Ampak smo imeli vse ugodnosti. Smo imeli tam, so bile barake sicer, ampak dobro izolirane in pozimi tudi ogrevane. Smo imeli kopalnice, stranišča, vse. To, kar v Italiji ni bilo. Tople vode sploh nismo imeli v italijanski vojski. Smo imeli korita tam, pa pipe in tam smo se umivali z mrzlo vodo. Še tu bi pripomnil, da predno so šle iz Plake v potok, je bila čistilna naprava. Že tiste čase so Angleži bili tako napredni, da so prečiščevali vodo, predno je šla v potoke in v reke. Ker sem bil priden, če sem delal pri kmetih, tega dela sem bil vajen, sem dobil še zmeraj kakšen šiling ekstra. Potem sem se pa lotil še delati škatle za cigarete in prstane z aluminija. In s tem sem zaslužil, da sem si kupil zlato uro. Po razpadu Italije so nas razdelili Angleži na dva tabora, fašisti ali sodelavci. Seveda sem šel med sodelavce in so nam dali druge uniforme, pobarvane angleške uniforme v zeleno in na ramenih je bilo pisano Italy. In potem pa so nas dali v eno edinico angleško, tam, kamor so popravljali elektronske, take električne stroje za vojsko. In tam sem bil kot delavec za čiščenje, za nakladanje, za razkladanje. Pa smo se hranili tam, pa smo bili kot angleški vojaki. Angleški vojaki so imeli že tiste čase hrano na izbiro, je šel s pladnjem, tako kot so pri nas samopostrežne restauracije. S pladnjem je prišel v kuhinji, tam je vzel tisto, kar mi je pasalo, kar je si želel, je šel k mizi, pojedel in odšel. Tam je bilo pa enkratno, se mi zdelo, da kaj takega nisem še videl, ne doživel. No, tam sem pa bil do konca, do leta 1946. Ko smo bili delali v gozdu, je bil en star možakar, ki je videl, da znam sekati, da sem bil tam kot prevajalec, da sem hodil pa Italijanom pokazal, kako, ker smo morali vse drevesa tako obsekati spodaj, ko so žagali, da je bilo skoraj z zemljo požagano. Ker so vlačili tiste hlode
z goseničarjem, caterpillarjem, in če so bili bolj ven, so se lomile gosenice. Zato je bilo treba čim bolj ob zemlji požagati drevo. Po eni strani tudi zaradi lesa, ampak v glavnem zaradi gosenic na traktorju. V enem kraju so žagali tudi, so imeli cirkularko, ki je bila na 2 metra vidja, ker še nisem nikoli videl. In je poganjal parni stroj, tisto žago. Če ni bil dober tisti, ki je rezal ta les, tisti, ki je upravljal, če je preveč hitro potiskal hlod naprej, potem je žaga zašla, tako da ni bila deska povsod enako debela. In če je pa prav deval hlod, je tudi skoraj ustavilo tisto žago, tisti stroj, ker je bilo le debelina hloda in pa cirkularka močna, debela. Kaj takega nisem nikoli videl, ne, da bi taka cirkularka sploh obstajala, nisem pomislil. Tam so krompir kopali, to so stroje. Je šel stroj, vrgel ven krompir in potem tisti gospodar je točno vedel, koliko krompirja, koliko metrov ali pa jardov lahko pobere med tem časom, ko naredi traktor cel krog. In je postavil meje, tisti, ki je bil priden, je še lahko malo prej pobral, če je bil pa bolj neroden, pa mi je mogel drugi pomagati. Ker je šel traktor, ki je metal ven, potem je šel traktor s prikolico in so potem tisti krompir metali na prikolico. In tisti krompir so naredili, odkopali zemljo in tam so naredili kup v špico in potem ga s slamo pokrili in na tisto slamo pa zemljo. In je bil tako tisti krompir lahko celo zimo. Pol pa po naročilu so potem s strojem sortirali tisti krompir, da je bil droben, in potem so dali v vreče in odpeljali, kamor je bilo naročeno. Kaj se mi je dopadlo v Angliji? Ko so čakali avtobus, so stali v vrsti po 2 in še tako mi je še danes delajo. Čakajo mirno, lepo, in ker tisti medkrajevni avtobusi, ki vozijo med mesti, ne vzamejo več, kot imajo sedežev. Ne vzamejo več potnikov, stojiščni, razen tistih, ki vozijo v mesto. In so tam stali kot vojaki v vrsti, in kada je prišel, toliko jih je šlo na avtobus, kolikor je bilo sedežev. Drugo se mi je fajn lepo zdelo, ker so kmetje vozili mleko, je vozil mleko, so dali tiste steklenice pred vhod, na koncu tedna pa so dali pod steklenico denar. To sem videl, kako je s poštenjem. Ko sem bil ujetnik v Angliji, je bil tam z južne Italije, rezali smo aluminij z noži, in ker sem bil do njega ljudski in ga spoštoval, je rekel, veš, ker si ti dober človek, je rekel, jaz ukradel mojemu gospodarju škarje za rezanje pločevine in ti bom prinesel. In je res to napravil. Take dobre škarje mi je prinesel, da sem potem rezal aluminij in tiste škarje potem sem tam pustil. Pa mi je bilo žal, ker so bile zelo dobre.
To se pravi, da biti ljudski, da se splača. Tudi v Angliji sem videl, kako so bili ti policaji vljudni, prijazni, spoštljivi. Sem tudi pri nas skušal biti taki, pa sem uspel. Takrat, ko sem bil v Angliji, je prvi radio govoril slovensko Radio Trst. In takrat sem bil jaz tam med Angleži. In to sem poslušal do 11. ure, dokler ni rekel lahko noč. Samo da sem poslušal slovensko besedo, sem bil srečen. Leta 1946 so me vprašali, če bi tam ostal, ker oni so rabili delovno silo, zato ker so imeli vojake po vsem svetu. Ampak domotožje je pa huda stvar. In sem rekel, da ne ostanem, čeprav sem vedel, tudi tisti major, ki je bil komandant, je rekel, da Evropa ne je urejena, da je vse razbito in da je še lakota, pa je imel prav. Jaz sem rekel, da grem domov in smo potem šli na ladjo v Liverpoolu in v Napoli pa smo se pristali in od tam sem šel domov z vlakom. Anglije ne bom nikoli pozabil, ker so ravnali z nami zelo lepo in da sem bil prvič kot človek, da so nas spoštovali kot delavca, čeprav sem bil tujec. Vsaka in čast Angležem, da so tako ravnali z nami in da so mi dali toliko kruha. 2. junija sem prišel domov, ko so bile češnje. Ko sem se vračal, bi moral iti na brežini dol, pa sem šel v križu, ker sem zamudil. In ko sem prišel na vrh hriba, pa sem gledal vas. Pa nisem opazil, da so požgane hiše tudi v vasi, ki je bila šola požgana, pa še dve druge hiše. Srečen sem bil, ko sem zagledal vas po tolikih letih, da sem spet doma. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste pričevanje Edvarda Tropca, ki je bil mobiliziran v italijansko vojsko in kasneje zajet ter v ujetništvu preživel kar nekaj let v Združenem kraljestvu. Irina Uršič, hvala lepa za pričevanje, ki ste ga prinesli v mojo zgodbo. Hvala tudi vam za objavo. Bi se pa ob tem želela še zahvaliti Edvardu Tropcu za pričevanje in za podarjene fotografije in lično cigaretnico, ki jo je izdelal v vojnem ujetništvu. Za nocoj je bilo to vse, drage poslušalke in dragi poslušalci. Hvala za pozornost in lahko noč. Lahko noč.